Včeraj so župan Zoran Janković in nekdanji župani Vika Potočnik in Danica Simšič ob spremljavi grajskih bobnark z rezanim traku tudi uradno odprli kontroverzno ljubljansko vzpenjačo. Projekt, katerega končna vrednost je dosegla 7 milijonov evrov, je svoje vzpone in padce doživljal več kot 6 let in preživel 2 županji, tako da je svoj začetek doživel v času mandata Zorana Jankovića. Moje mnenje vzpenjači poznate, danes je tu, postala je atrakcija v teh dneh. Bilo je skoraj 70.000 obiskovalcev na vzpenjači, tudi v tistem času je bila velika vrsta, ko ni delovala, zato upam, da bo sedaj tudi tak obisk, ko bo vzpenjača delovala in ko bo tudi zaplačati potrebno. Vzpenjača bo dobila svoj pomen, ko bomo končali prenovo gradu in garažno hišo pod tržnico, in to je tisto, kar vam zagotavljam, da bomo v tem mandatu storili. Svojima predhodnicama pa iskrena hvala za to, kar ste vse postorili, kajti vzpenjača je njuno delo. Jaz sem samo prišel, da zraven pomagam držati trak, ki ga boste rezali. Vzpenjača je velik zalogaj tudi za upravljavca Festival Ljubljana. Njegov direktor Darko Brlek je ocenil, da se bo naložba pri trenutni ceni vozovnice, ki znaša 2,5 evra, povrnila v 40 letih, to pa je seveda odvisno tudi od turistične ponudbe na Ljubljanskem gradu, ki, priznajmo, še ni ravno pojem odličnosti. Vendar Brleku zaenkrat ne manjka optimizma. Po 110 letih je Ljubljana dobila svojo vzpenjačo, ki bo povezala grajski hrib in sam grad z njenim mestnim središčem. Prav tako ne bo toliko avtomobilov parkiranih na grajskem območju, tako da bodo lahko vsi, ki želijo uživati v neobkrnjeni naravi, počeli. Prav gotovo pa bo to tudi veliko pomenilo za nadaljne programe na Ljubljanskem gradu, kakor seveda tudi za obiskovalce, tako iz Ljubljane, kakor turisti. Tudi obe nekdanji župani sta bili zadovoljni, da se je projekt končal vsem zapletom navkljub. Je 6 let in pol dolga doba. Vika Potočnik. Pa kaj je to proti večnosti? Verjela sem, prepričana sem bila. Tudi za ceno velikih kritik, da sem podpisala tisto pogodbo in vem, da sem dolgo držala pero v roki. Ampak sem rekla, če danes to zamudimo, potem naslednjih 100 let zopet ne bo. Danica Simšič je bila do gradnje vzpenjače z začetka zadržana. Kljub vsemu pa jo je v drugi polovici mandata podprla in pospešila njeno gradnjo. Je razočarana, da ni bila dokončana še pod njenim mandatom? Ni pomembno, kdaj je odprta. Pomembno je, da je takrat, ko je otvoritev, vse narejeno tako, kot mora biti, predvsem z vidika varnosti, dostopnosti in pa seveda uspešnosti delovanja. Za Radio Kaos, Aljaž Pengal-Bitenc.